mednarodna nagrada Medis mi pomeni ogromno, kot veliko potrditev dela celotne naše raziskovalne ekipe. Nagrada je bila podeljena za raziskovalno delo, ki je obravnavalo bolnike s kroničnim rinosinozitisom, s kronično boleznijo sluznice nosu in obnosnih votlin, bolnike, ki jih je v celotni populaciji okrog 10%, kar je kar precej, ki imajo klinične znake podobne drugim boleznim, ampak pa ravno tej bolezni nimamo smiselnega načina zdravljenja, da bi bolezen ozdravili dokončno. Namen raziskave je bil najprej ugotoviti, kaj se dogaja pri tej bolezni. Drug namen raziskave pa bil najti prave poti, na katere lahko z sedanjimi ali pa kasnejšimi, se pravi zdravili, ki šele prihajajo na trg, vplivamo na bolezen oziroma te bolnike zdravimo. Slovenija je dobil nagrado Jure Urbančič, ki deluje na področju pulmologije. Vsako leto je več izjemno dobrih del, ki so rangirani v največjih, najvišjih znanstvenih revijah na področju farmacije in medicine. Tako smo imeli letos 242 vseh prijav, 142 jih je prišlo v izbor in na koncu je seveda 18 finalistov oziroma 9 zmagovalcev. Naše poslanstvo v Medisu je izboljšati kakovost življenja ljudi v naši regiji in sicer s tem, da zagotovimo inovativne terapije oziroma terapije, ki jih ljudje potrebujejo, ki jih bolniki potrebujejo v naši regiji, ne glede na to, iz katere države, iz katerega konca prihajajo. Verjamemo v to, da brez inovacij ni napredka. In prav zaradi tega smo že 10. leto zapored tudi sponzor International Medis Awards nagrad, ki so pravzaprav nagrade za izjemne dosežke na področju medicine in farmacije. Velik del zdravnikov, predvsem zdravnikov, no tudi farmacevtov, dela poleg tega svojega rednega delovnega časa, ko delajo s pacienti, še na področju raziskav. Mislili smo, da je pravzaprav to tisto, kar velja posebej nagraditi. Namreč poleg tega, da oni vlagajo svoj prosti čas v to, se to nikjer pravzaprav ne sliši zelo. So pa to raziskave, ki so tudi v svetu zelo pomembne in so nekatere od njih objavljene tudi v nekaterih najboljših svetovnih medicinskih revijah. Delati v znanosti je trdo delo. To je tako, kot sestavljati puzle. Veliko majhnih koščkov je treba sestaviti skupaj in na koncu dobiš celo sliko. In to je treba ne samo objavljati in širiti, ker drugače znanost ne bi šla naprej. Dela je seveda treba objavljati, ampak predvsem jaz sem prepričana, da je to treba tudi nagrajevati. Moramo vedeti, da tudi v naši regiji, v Sloveniji, v celi širši regiji centralne vzhodne Evrope imamo take zvezde in naj bojo zvezde tudi doma.